Pred nami je učni listič z vajami, in sicer iz absolutne vrednosti, potem iz reševanja neenačb in zraven imamo še malo intervalov in tudi odstotke. Prva naloga predstavlja izraz z absolutno vrednostjo. Tukaj je zelo pomembno, da določimo, katere absolutne vrednosti skupaj pašejo. Recimo tele dve sta skupaj, pa tele dve sta skupaj in ti dve sta tudi skupaj, tako. In zdaj poračunamo. Znotraj absolutne vrednosti najprej. Takole. Recimo -2 plus 1, vemo, da je skupaj -1. Ampak mi moramo potem še absolutno vrednost od tega izračunati. Absolutna vrednost je več kot oklepaj. Zato, ker oklepaj samo pove, to mu naredi najprej, absolutna vrednost pa pove, da je pač rezultat pozitiven. Tisto, kar je znotraj absolutne vrednosti, je vedno bolj pozitiven zunaj. -4 plus 5 je 1 in absolutno od tega. Če gremo zdaj pogledat, kaj to pride, -3 prepišemo, minus absolutna vrednost od -1 je 1, krat absolutna vrednost od 1 je tudi 1, in še takole, in je to -3, -1 krat 1 je pa -1, to je skupaj -4 in je to 4. Se pravi, absolutna vrednost od -4, kar je 4. Gremo k drugi nalogi. Ta pa od nas zahteva, da narišemo množico spodaj zapisanih točk na številski osi in rešitev še vedno zapišemo z intervalom. Si bomo to številsko os samo skicirali. Prav, če je tukaj nič, tukaj piše, da mora biti absolutna vrednost manjša od 5. Kaj to pomeni? Da je od nič število oddaljeno manj kot 5. Če je absolutna vrednost števila x manjša od 5, to pomeni, da je razdalja števila x do nič v tem primeru, ker ni nič notri zapisano, manjša od 5. Se pravi, 1, 2, 4, 5 na to stran in 5 na drugo stran. In dokot pridemo? Pridemo do -5. Razdalja mora biti manjša, to pomeni, da je potem to, znotraj tega. Eto. In ker je strogo manjše, 5 in -5 nista dobre rešitve, zato tam naredimo puščico. Eto, to bi bil ta interval. Če bi to zapisali zdaj z intervalom, x je element od -5, okrogel, odprt interval, se pravi od -5 pa do 5. Ker 5 in -5 nista zraven, je interval odprt. Poglejmo naslednji primer. Zdaj pa piše, da je x absolutno večja od 4. Zopet narišemo številsko os, označimo nič. Aha, tukaj je pa razdalja večja od 4, se pravi, zdaj bo pa pomembna štirka, pa na drugo stran -4. Ampak razdalja mora biti večja od tega. To pomeni od tukaj sem in tukaj nazaj. In ker je zopet strogo večje od 4, je tukaj puščica. Tako, če še prerečemo z rdečo rešitev, se pravi od tukaj do tukaj puščica in od tukaj naprej puščica. Tukaj je, če napišemo z intervali, tukaj je minus neskončno in gre od minus neskončno do -4 in to zapišemo. Pri neskončno, minus neskončno je vedno odprt interval in tam, kjer je puščica, je odprt. Zdaj, ta delček je pa od 4 pa do neskončno, se pravi, v negativno smer je minus neskončno, tukaj je pa plus neskončno oziroma samo neskončno. Vmes damo pa unija in s tem zlepimo obe množici rešitev skupaj. Še malo drugačna naloga. Zdaj pa piše, da je x -3 manjše od 2. Dajmo najprej pogledati, kdaj bi bilo absolutna vrednost x -3 enaka nič. To hitro ugotovimo, da takrat, ko je številka 3. Eto. Označimo trojko.
Mi pa nočemo, da je nič, mi hočemo, da je razdalja manjša od 2 in zato gremo zdaj od 3 na vsako smer za 2. Do 5, pa na drugo stran do 1. In naša rešitev, kjer piše, da je manjša od 2, je torej od 1 do 5. To je en način reševanja, lahko bi si pa pomagali tudi s tem, da bi najprej ugotovili, kdaj je x minus 3 enako 2 po absolutni vrednosti. Če si predstavljamo, da je to nova neznanka t, potem absolutna vrednost od t je 2 in je prva rešitev enaka 2, ker absolutna vrednost od 2 je 2, druga rešitev je pa minus 2. In zdaj t1 je x minus 3 in to pomeni x je 5. Eto, to je ta meja. S tem bi dobili meje, če damo enako 2, ne? T2 je minus 2, to pa pomeni x minus 3 je minus 2, to pomeni, da je x enako minus 2 plus 3, to je pa 1, to je pa druga meja. Tako, lahko si pomagamo tudi s tem. Gremo k naslednji nalogi. Zapisane množice točk zapiši še z intervalom in točke tudi nariši na številski osi. Eto, bomo začeli z risanjem na številski osi, se pravi nič, tukaj je minus 2, 1, 2 je skrajno levo, 4 je 1, 2, 3, 4 skrajno desno. Zdaj pa, ker je tukaj znak manjše ali enako, je minus 2 zraven. Tukaj pa strogo manjše, zato 4 ni zraven in bo tukaj puščica. In naš rezultat bo od tukaj do tukaj, se pravi tukaj puščica, to je pa zraven. Z intervalom x je element od minus 2 je zraven, damo zaprt interval, oglat oklepaj, do 4 pa ni zraven, je pa okrogel. Poglejmo zdaj tega. X je večji ali enako od 4. Se pravi, tukaj je nič, 4 recimo, da je tukaj in zdaj piše, da je večji od 4, recimo 5 je večji od 4. To gre potem v to smer, ker je večje ali enako, je to tudi zraven. Kako bi to z intervalom napisali? Ja, začne se pri 4 in 4 je zraven, potem se pa nadaljuje do neskončno. Neskončno pa ni zraven. Pa tole x je manjše od minus 2, se pravi zopet številska os, nič, očitno bo treba minus 2 označiti, tukaj piše, da je manjše od minus 2, to pomeni od tukaj dol. Ker je strogo manjše, je tukaj puščica. Tukaj je minus neskončno in z intervalom bi to zdaj napisali od minus neskončno do 2 in nič od tega ni zraven. Še en takšen primer imamo. Od minus 1 polovica do 2. Zopet označimo. Minus 1 polovica, če je to minus 1, je minus 1 polovica tukaj in to je zraven, ker je manjše ali enako. 2 je 1, 2, 2 ni zraven, je puščica in to je zdaj tole. To pomeni z intervalom x je element od zaprt interval minus 1 polovica do 2 odprt interval. No, zdaj gremo pa še k eni neenačbi. Neenačbe rešujemo tako kot enačbe na samem začetku. To pomeni, odpravimo oklepaje, to je tole, pa tole bomo zračunali, pa tole tudi lahko zračunamo. Torej, to 3-krat oklepaj, a minus b na kvadrat. Kako je že to? A minus b na kvadrat je prvi na kvadrat minus 2 krat prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. Se pravi to. X kvadrat minus 2x plus 1 minus 3x kvadrat minus 6x plus 3 je večje od 4x minus 16. Zdaj bomo še ta oklepaj odpravili. 3x kvadrat minus 6x plus 3 minus 3x kvadrat minus 6x plus 3 je večje od 4x minus 16. To izničimo, ostane minus 12x, pa dajmo še ta 4x na drugo stran, je minus 4x
je minus 16, pa plus 3 plus 3 je plus 6, torej minus 6. In dobimo minus 16x je minus 16 minus 6 je pa minus 22. Delimo, zdaj smo pa izgubili, tukaj ni enako, ampak seveda večje, vse ostane isto kot pri enačbah. Edino zdaj, ki jo delimo z minus 16, se bo pa ta znak obrnil okrog. In minus 16x deljeno z minus 16 takole, na drugi strani je pa minus 22 deljeno z minus 16, minus minus se črta tako in dobimo rezultat, da je x manjše od minus minus se spremenita v plus, 22 šestnajstin lahko krajšamo, 11/8. In to je naš odgovor. No, zdaj pa še nekaj enačb z absolutno vrednostjo. X absolutno je enako 2. Se pravi, kaj lahko vstavimo tukaj za x noter? Prva možnost je, da vstavimo 2, druga pa je, da vstavimo minus 2, ker absolutna vrednost od minus 2 bo prav tako 2. Naslednji primer. Tukaj si najprej predstavljamo, da je tole, kar je znotraj absolutne vrednosti, nek t. Se pravi, absolutna vrednost od t je 4. Kaj bi lahko za to vstavili? To že zdaj vemo. Lahko vstavimo 4 ali vstavimo minus 4. In naš t je pa x minus 4. Se pravi, x minus 4 je 4 in to pomeni x je 4 plus 4. T zamenjamo z x minus 3, se pravi, x minus 3 je 4. To pomeni, da je x 4 plus 3 in prva rešitev je x je 7. Druga možnost pa je, da je ta x minus 3 enako minus 4, potem je pa x enako minus 4 plus 3 in je druga rešitev minus 4 plus 3 je minus 1. Eto, imamo dve rešitvi naše enačbe. Absolutne vrednosti imajo običajno vsaj dve rešitvi. Podobno tukaj. Zopet rečemo, da je to neznanka t. In zdaj, absolutna vrednost od t je 7. To pomeni, da je prva možnost, da je to 7 in druga možnost, da je to minus 7. To pomeni 2x plus 3 je 7 ali 2x plus 3 je minus 7. Torej 2x je 7 minus 3, 2x je 4, delimo z 2 in dobimo x je 2. Tukaj pa dobim 2x je minus 7 minus 3, 2x je minus 7 minus 3 je minus 10 in delim z 2 in dobim x je minus 5. Še eno imamo. Absolutna vrednost od x je minus 1. Se pravi, iščemo število, ki je od nič oddaljeno minus 1. Tega ni. Absolutna vrednost mora biti vedno pozitivna, zato je v našem primeru rešitev prazna množica. No, pa še eno z odstotki. V trgovini so kolo, ki je stalo 780 evrov, najprej pocenili za 20%. Koliko je potem stalo kolo? Ja, če so ga pocenili, so ga iz 100% znižali za 20, torej znižali na 80%. Zdaj lahko bi takole s sklepnim računom to naredili. X, torej prva pocenitev. To, kar je nasproti x, napišemo spodaj. Druge dve številki zmnožimo in dobimo, kakšen je rezultat. Lahko pa rečemo tudi samo tako, da računamo 80% od 780. 80% je 80 stotin od 780. 80 stotin pa lahko napišem kar 0,8 krat 780. V vsakem primeru pride rezultat. Se pravi, cena po pocenitvi pride 624 evrov. Ali na ta način, ali na ta način. Tukaj izračunamo 780 krat 80 deljeno 100. No, potem pa pravi, da so ceno ponovno zvišali za 20%. Zdaj pa rečemo tako,
Teh 624 evrov predstavlja zdaj 100%, ker to nov začetek, in se je cena povečala za 20%, pomeni, da je zdaj to 120%. 120%, to je pa x. In zopet x je 624 krat 120 deloma za 100. Zopet preračunamo. To je 748,8, ker pa piše, da moramo dati na dve decimalki, rezultat moramo napisati 80 evrov. Lahko bi pa rekli, če se je cena zvišala za 20%, da je to potem 120% od te cene 624. To je 1,2 krat 624 in dobimo isto 748,80 evrov. Tako.